Ja, jaz o Golem otoku ne bom govoril. Skratka, o realnosti Golega otoka, to ste drugi, pravzaprav velik, nam rekel vse. Govoril bom pa o vplivu Golega otoka na družbeno mentaliteto. Kako močen je bil Goli otok pri grajenju celih generacij ljudi in seveda same države. Najprej v polkratko zgodovino mladina je konec 80-ih odpirala tabuje. Eden izmed tabujev so bili pogovori, predstavitve političnih zapornikov, kar je bilo do takrat nezamisljivo. Je pa zanimivo, če se nazaj pogledamo, kako je šla ta prezentacija. Najprej je bil Franc Miklavčič, potem Viktor Blažič, Oto Vilčnik, še prej seveda Vladimir Šeks, pa Dobroslav Paraga. In šele po leti 87 s pomočjo našega Srba, žal ravno umrlega Davida Tasića, je v slovenski medije pripeljal Dragutina Vajdiča z njegovo zgodbo o Golem otoku. Za njim je še predstavil Radovana Hrasta. Torej, pravzaprav zanimivo, politične žrtve, ki so bile kronološko prve, že konec 40-ih, so prišle pravzaprav zadnje na vrsto. Kar seveda govori o neki silni moči Golega otoka. Drug moment je seveda proučevanje Golega otoka in jaz vidim seveda en hud handicap, da se ga proučuje izolirano, samega. Jaz mislim, da bi nujno ga postaviti v širše kontekste. Vzamemo samo dejstvo, kdaj se začne pojavljati literatura o Golem otoku, ampak ta kritična. Se pravi, šele po Titovi smrti, se pravi leta 81, Branko Hofman Noč do jutra v svojem romanu, potem Antonije že omenjen Isakovič v knjigi Hip, 82, Igor Torkar, Umiranje na obroki leta 84. Se pravi, 4 leta po Titovi smrti, oziroma če rečemo takole, skoraj 40 let, 30-35 po ustanovitvi Golega otoka se pojavijo knjige. Kako je bilo pa v Rusiji, v Sovjetski zvezi? Leta 62 Solženicin izda roman En dan v življenju Ivana Denisoviča. Leta 62, se pravi 20 let pred Jugoslavijo. Ne? In seveda ni izdal prosto, ampak je o tem odločil prej politbiro in Hruščov ga je obranil, pravzaprav rekoč, vsakem od nas je nekaj stalinista, tudi v meni je, čas je, da izrujemo to in da pustimo Solženicinu na dan. Se pravi, leta 62 v Jugoslaviji niti sence tega ni. Celo Džila se takrat novo zaprejo, zaradi kritike Stalina, ker je pisal autobiografijo Stalinu. Se pravi, če gledamo ta fenomen, so ruski gulagi napram Sovjetski zvezi, partijski mentaliteti, bistveno prej bili odprti in tematizirani kot jugoslovanski. Z tega stališča nam to veliko pove o režimu komunizma, ki je vladal v Jugoslaviji. Tretji moment je pa seveda zdaj, kaj s to dediščino, spominom. Dragutin Gustinčič, eden ustanovitelj komunistične partije, predavatelj na univerzi v Moskvi, komunistični prvi dekan, je leta 72 je bil tudi zaprt, na Golem otoku. Leta 72 je doživel omaž v delu, ker je bil mož prestar. 90 let je doživel. 90 let je bil toliko star, da so ga po 20 letih vsem obudili in so mu posvetili ogromen članek, v katerem so napisali, da je bil 3-krat zaprt, pa se ja nikoli, da je bil na Golem otoku. Se pravi, zaradi Golega otoka se je spremenil sam žanr biografij. Skratka, lahko si pol življenja, tretjino življenja zgubil, če si bil slučajno povezan z Golim otokom. V enciklopediji Slovenije se seveda pojavil Gustinčič malo širšem, dodan je en sam stavk. Zaradi podpiranja resolucije Inform biro je bil leta 48 izključen iz KPJ in do 51 do zaporu. Skratka, ni omenjen, ki je v zaporu, pa kako. Pa zakaj je bil v zaporu. Ampak poglejmo zdaj pa zadnjo realnost. Imamo 100-letnico Univerze v Ljubljani in razstavo v stavbi Filozofske fakultete in na njej je seveda Cene Logar, je paradoksalno edini čas, ki je predaval, bil pod italijansko okupacijo. In o njem piše takole, najprej predstavitvi.
Zaradi leta 1949 je bil zaradi opredelitve za Informbiro skoraj 8 let zaprt na Golem otoku. Po vrnitvi se iz zdravstvenih razlogov ni več vrnil. Zdaj je zanimivo, zraven imamo pa tekst filozofa Božidarja Debeljaka, ki pa pravi, potem se je zgodil Informbiro, katerega rezultat je bil Goli otok. Ko je bil spuščen, ga vzel pod svojo streho Republiški arhiv, kjer je bil v službi, dokler se ni politika spomnila, da bi ga lahko rehabilitirali v sklopu filozofske fakultete. In ko je fakulteta potem to tudi naredila, vendar pa je tedaj poslal kratko pisance, v katerem je izjavil, da mu zdravnik ne dovoli predavati in zato ni nikoli predaval. Stvari sta kontradiktorni. Najprej pove, da zaradi Goljega otoka ni smel predavati, tukaj pa pravijo zaradi zdravja. Ampak, kar je zdaj zanimivo, Golji otok je omenjen v enem stavku, njegovo kratko pisance, da mu zdravnik ne dovoli predavati, pa še enkrat daljši. Skratka, veliko pomembnejše je bilo ta mini korespondenca kot dejstvo, da je bil človek zaprt na Golem otoku. In to 8 let. 8 let pekla, pravzaprav leta 2019 še vedno nima teže. Seveda, še bolj vprašljiva je pa sama formulacija, recimo, teh eufemizmov. Zgodil se je Informbiro, katerega rezultat je bil Golji otok. Iz Informbiro je pravzaprav ustvaril Golji otok. Zaradi opredelitve za Informbiro, zdaj jaz ne vem, ampak nisem še slišal, da je obstajala kakšna opredelitev, kjer so se ljudje podpisali javno in so se izjavljali, da so za Informbiro. Če se tacga ni. Skratka, tematika je neverjetna. Lahko bi rekel, zaradi davčne utaje je bil zaprt 8 let. Zaradi uboja, zaradi izdaje knjige Spomin, v katerem žalju je bil zaprt. Ampak zaradi opredelitve za Informbiro, kakšen delikt je to? Oziroma še hujš, zaradi Informbiroja, bi lahko, zaradi ZDA je bil zaprt, zaradi Sovjetske zveze. Popolno zunaj vsakršne strukture jezikovne, smiselne in logične. To je seveda tudi produkcija Golega otoka. To nam je Goli otok pravzaprav podaril, nam je na nek način dal. Zdaj, nujna primerjava Golega otoka z ruskimi gulagi je bila nujna tudi iz enega razloga. Ko so brodskega pesnika slovitega poslali v gulag, so ga poslali zaradi klateštva in delomrzništva, so rekli zaradi parazitstva. Je dobil 5 let. Ampak, kako je on živel v Arhangelsku? Imel je hišo, sicer brez ogrevanja in vodovoda, noter pa pisalni stroj, na katerem je lahko pisal, seveda mogel seka drva, lahko je pa bral autobiografije angleških pesnikov. Varlan Šalamo, mogoče ena najbolj tragičnih figur, ki je 20 let preživel po gulagih, znamenite kolimske zgodbe, je v svoji knjigi, moje knjižnice, v Sibiriji, v enem gulagu, na letu na knjigo Majakovskega in zapise in spise Bulgakova. Skratka, bila je knjižnica za Golji otok, še nisem slišal, da je obstajala knjižnica. In seveda imel je neke distance Šalamo in je rekel, imeli smo knjige, ki so bile v Sovjetski zvezi prepovedane. Najbrž je bilo tako, čemu cenzurirati čtivo ljudem, ki so že obsojeni. Skratka, to je vsekakor ena nujna dimenzija, da se ta Golji otok se ne govori samo v žrtvah, ampak da se ga postavi v paralelni položaj z podobnimi fenomeni zapiranja in preganjanja ljudi. Ampak, zdaj, če pogledamo, pravzaprav jaz če dalje manj razumem, ne vem, kako se včasih razume, jaz če dalje manj razumem Informbiro. In zato sem si pogledal po časopisih, kaj je to pravzaprav bilo. Leta 28. junija izda Informbiro resolucijo, v kateri obsodi Jugoslovansko partijo. Že 2 dni kasneje poročevalc na prvi strani objav odgovor CKKPE in pravi, da ima resolucija laži, da v Jugoslovanski komunistični partiji ni demokracije in kritike, temveč vlada sistem vojaškega vodstva. Čisto natančno opisane. Ampak, če mislimo zdaj ta cinizem, ko ga včasih ni bil dopusten, kdo so bili v očeh bralcev akteri spopadov? Se pravi, na eni strani je bil amorfni Informbiro, na drugi CKKPJ. Ampak nikoli pa ni bilo spopada Tito-Stalin. 22. julija 1948, en mesec po resoluciji, je poročilo z kongresa KPE Titovega referata, kjer se je stenogram govora zaključi. Titov, naj živi velika Sovjetska zveza z genialnim Stalinom. In dolgotrajno ploskanje in skandiranje. Tito-Stalin. Mesec po Informbiroju. Skratka, ob prazniku oktobrske revolucije jeseni, 6. novembra, je na naslovnici brzojavka
Božidarja Maslašča, ki je bil predsednik Vseslovanskega komiteja, generalissimo Stalinu. Slovanski narodi korake oddali skupno sovjetskim ljudstvom. In konča, naj živi in se krepi Sovjetska zveza, ki koraka zmagovito v komunizem, opora držav ljudskih demokracij, ki gredo v komunizem. Dan kasneje, seveda, tudi Tito objavi čestitko Stalinu. Pravi, dovolite mi, da vam v imenu naroda in vlade toplo čestitam. No in potem nadaljuje Tito, oziroma slovenski minister za govor, Regent, par dni kasneje, govori o klevetah proti voditeljem naše komunistične partije, ampak te ne morejo motiti naših narodov pri proslovanju oktobrske revolucije in njihove ljubezni do Sovjetske zveze. Naši narodi ne morejo ločiti ljubezni do Sovjetske zveze in tovariša Stalina od ljubezni do svoje nove Jugoslavije in tovariša Tita. In pa prav, naj živi oktobrska revolucija, naj živi tovariš Stalin in šele za Stalinom naj živi Tito, naj živi Marinko. Skratka, konec leta 1948 je Stalin pred Titom, Marinkom in vsem ostalim. In 21. decembra praznuje rojstni dan. Kdo se javi? Javi se Tito s čestitko. Pravi, dovolite mi, da vam imenu vlade narodov čestitam k rojstnem dnevu in vam želim mnogo uspehov pri vašem napornem delu za blaginjo narodov. Ljudje so že na Golem otoku, če pravim, približno takrat. Tito priznava Stalinu, da skrbi za blaginjo vsega človeštva. Ne? In zdaj pogledamo še naprej. 23. februar 1949 je ob 31-letnici armade spet odkota silna moč in zavest o nepremagljivosti sovjetske armade, skupaj s sovjetskim ljudstvom in naprednimi narodi praznujemo tudi mi praznik sovjetske armade. 10. aprila ga Tito omenja, 10. aprila 1949, pravi Stalina, dovolite, da se dotaknem gonje, ki jo vodijo pro naši državi voditelji držav ljudske demokracije iz ZSSR in drugih. Tudi sovjetski časopisi in radio nas vedno bolj napadajo in zauzemajo stališče, ki ga ni mogoče imenovati prijateljsko. In Radio Moskva je imel oddajo proti nam z domnevnimi napadi v borbi na tovariša Stalina. To je pa prav Tito. Vsakdo pri nas ve, da to ni resnica, ker naše časopise niti ni napadalo tovariša Stalina, niti tega ne more napraviti. In sam Tito je garant, da se Stalina v Jugoslaviji ne napada. In ko je Stalin umrl, nihče ni napisal ene žal besede iz partijskega vrha zoper Stalina. Ne? Ko je umrl, je slovenski poročevalc imel eno tehnično poročilo, kako Stalinovo truplo leti, kako čaka, kako sepja. Ne? Predvsem pa objavil nekaj komentarjev, nikogar naših. Iz New York Herald Tribuna, Daily Mirror, potem je Times, Figaro in še nekateri svetovni politiki, noben jugoslovanski politik se ni odzval na Stalinovo smrt. Stalin je bil prevelik, da bi politiki izrekali naši oceno. Ampak zdaj imamo pa sočasno tale Inform biro, kjer in v zgodovini poznamo historijski ne Stalinu, Titova, ne, in Inform biro kot spopad z Stalinom oziroma Sovjetsko zvezo. Ne. In zdaj tisto, kar tukaj zdaj velja pogledati, kaj je pravzaprav ustvaril ta fenomen Inform biroja na Slovenskem in Jugoslaviji. Pogledal bom en žanr, ki se je javil v časopisu. Ne. In tem sem kdaj že pisal, to so rudarski rekordi na naslovnici. V času kulminacije so 1. julija 1949 na naslovnici postavili Aljo Sirotanoviča in so ga naslovili najboljši rudar v Jugoslaviji. In so povedali, da je mojster, ker v 30 sekundah izvrta luknjo za mino in podobno. Skratka, to je bilo dramaturško, najavljanje kot največji rudar. 26. julija pride Lok, pravi, Alja Sirotanovič prekosil rekord sovjetskega rudarja Stahanova. Je skopal 52 ton premogov in za 50 ton presegal rekord Stahanova. Zdaj, Stahanov je bil največji junak dela, njegova beseda je celo postala del angleškega besednjaka, stahanizem, stahanovstvo se je razširjalo. No, ampak zdaj, kaj je zanimivo? Takoj za svetovnim rekordom Alje Sirotanoviča pade nov rekord. Udarnik Nikola Škobič je preskočil in je skopal zdaj 276 ton premoga.
Naslednji, par dni kasneje, je rudar Ibrahim Trako v eni izmeni izkoplje 270 ton. Par dni Risto Mijatović 354, na to Kemal Ramović 442. In kar dežujejo. Časopisi so objavili liste svetovnih rekordov. Dnevi, kje so bili, kako, vsi so bili samo v Jugoslaviji. V enem mestu so se dogajali svetovni rekordi samo v Jugoslaviji. No in potem pride na 502, brigada našega Petka v Trbovljah postavila vse rekorde 518 in potem najo novo dramatizacijo, pravijo, Alja Sirotanović ni zdržal na dopustu in hoče postaviti nov rekord. 6. ga se prehitili Zagoršek, ko v 8 urah nakopljajo 850 ton, oktobra pridejo pa Babajevića armada na 1010 ton. Zdaj je pa nastal en problem, zmanjka rekordov rudarskih in pojavljajo se zidarski. Brigada Klopčiča v 8 urah se zida 25.000 zidu, nekdo 53. Potem imamo na naslovnici članke, Krmec Ladislav je v 8 urah izdelal 332 kolesnih veloplaščov. V litijski predilnici brigada doseže 151% norme. V tovarni obutve Tržič je brigadir presegel normo 174%. Skratka, rekordi gredo v zrak in je zanimivo nobenega razmišljanja, kako je to mogoče. Kdaj za 1000%. Ko je bil Andrej Žid v Sovjetski zvezi in kot skeptik, se je opazoval tudi vse te rekorde in on si je postavil tole vprašanje. Kako je mogoče, da ti za 5krat, za 10krat povečaš rezultate in njegov edini sklep je bil očitno prej niso nič delali, niso imeli nobenega motivacije. Ampak česa podobnega ni bilo. Zdaj, seveda, nastanejo pa tudi slike, kot so nenavadne. Članek o brigadi Abdurrahmana Babajića, tak sem rekel, da je največji rekord postavil 1010, in tam piše, da je skopal 709 ton, pa presegel normo za 600%. Ampak prav, zato je pa zaradi napake na daljnovodu moral čakati 2 uri in ni mogel postaviti rekorda 1000 ton, ki ga je obljubil Titu. Skratka, tle ni bilo sicer komentarja o tem, kako katastrofalne delovne razmere so, če nima elektrika, ampak deluje. Tudi podobno je slavni rudar Zidanšek, ki je nek nov rekord pripravljal in pa sem naredil reportažo, prav ta dan je preklinal, ko je prišel na delo, je zagledal na mesto stropa črno praznino. Nočna izmena ni dovolj pazila in ni zaščitila streha in je napravila zrušek. Skratka, zdaj imamo pravzaprav fenomen, ko rudari zavzamejo naslovnice, ampak z njimi tudi politiki. Na naslovnici skupaj z rudarji predsednik vlade Miha Marinko, zakaj? Ni postavil rekorda, ampak priredil je kosilo za rudarje. Potem pa neverjetna zgodba. Časopis Ljudska pravica naredil posvet vseh rekorderjev. Zbrali so se, bilo je slavnostno, 6-kratni udarnik Zagorišek, 7-kratni Petek, 9-kratni Bukalc, 10-kratni Kmet in sami junaki so bili. Prišli so vsi iz Zagorja, Trbovlja, parih krajev v Ljubljano, da bodo v Ljubljani diskutirali, kako povečati učinkovitost na delu. Ob tem seveda, po tem sestanku ni bilo nobenega rekorda več. Zdaj, se pravi, pri tem kopanju se je postala pravzaprav skoraj tema, da je to bitka z Informbirojem. In čas je prinašal nove norosti. Piše časopis dobesedno tako. Pred nekaj meseci so ameriški informbirojevski listi objavili članke z velikimi naslovi. Črna kuga prihaja v Ameriko. Za črno kugo so ameriški informbirojevci smatrali prvi slovenski igrani film na svoji zemlji. Naenkrat so informbiroj odkrili tudi v ZDA. In potem imamo kolektivno norost. Recimo, konec avgusta jugoslovanska vlada protestira proti sovjetski. Zahteva, da se šolajoči otroci, ki se šolajo v Sovjetski zvezi, nemudoma vrnejo domov. To človek razume, ampak veste, kaj pa prezgodba. Leta 1945 je 90 jugoslovanskih otrok v starosti od 9 do 12 let ušlo v Sovjetsko zvezo. V šolah ni bilo vzgojiteljev, ki bi govorili srbščino, pouk je bil samo v ruščini. 4 leta kasneje se pa zgražajo nad Sovjeti, ki drži te otroke v rusifikaciji. No, ampak, ko zmanjka materialov, grejo tudi narava. Reka Neretva teče po novi strugi. Potem se bo zgodi najbolj lunatični projekt izušitve Skadarskega jezera. Rekli so, pridobili bomo 22.000 hektarov plodne zemlje, na kateri bomo gojili riž, bombaž, južno sadje. Klasični biocid, kot če bi nekdo danes hotel izsušiti Kaspijsko jezero za žitnico.
Ampak kaj bo zanimivo? Ko Jugoslavija začne projekt, so javljajo časopisi, so informbirojci iz Budimpešte, Prage in Moskve razlagali, da je naš projekt samo demagogija in lahkomiselnost. Glavni inženir Černi pa je naglasil, da je načrt neuresničljiv samo za omahljivce, strahopetce in oskosrčne ljudi. In kaj se zdaj zgodi? Na tem srečanju je 10.000 ljudi zbranih, poj še pesem objavijo, oj, skadarsko voda plava in tebi je došlo do kraja, radi ćemo bez odmora iz sušice blato mora. Skratka, manija dokončena. In ta čas je pa nesel še nekaj. Pismo kmeta Luke Steviča, ljudskega poslanca maršalu Titu, on pravi takole. Nad 11.000 voljivcev, ki so me leta 1946 izvolili, od mene zahteva, da na imenu vseh njih in njihovih družin iz vsega ljudstva tega okraja pošljem prisrčne čestitke in izrazim globoko hvaležnost za tvoje hrabro, pravično in odločno stališče za svobodo in čast jugoslovanskega ljudstva. Zdaj pogledamo to aroganco. En človek trdi, da 12.000 ljudi od njega zahteva, brez da bi s komarkoli, najbrž da bi imel kakršenkoli referendum, kakršnokoli soočenje, da pošle njegove čestitke. In zdaj se seveda dogaja to, da kdo so bili eni glavnih akterjev proti Stalinu, recimo v Mostah, tovarni kemične tovarne, so se zbrali delavci, da bi skupno protestirali proti nesramnim sovjetskim notam. Borci na partijskem sestanku vojaške oblasti Split so protestirali proti sovjetski vladi, da je včeraj podala Koroško, vprašajmo, koliko bo jutri dobila za svobodo grškega ljudstva. Ampak zdaj pa zanimivo. Konec leta 49. augusta se z nami knjig, ki izidejo. Knjižne novice. Stalin o Leninu, Stalin o socialističnem tekmovanju, Stalin, kako pojmuje socialna demokracija nacionalno vprašanje. Se pravi, od 12 knjig so bile 3 posvečene Stalinu, 3 Stalinove. Skratka, Stalinu oziroma informbiroju je očitno uspel in v tem je, s pomočjo informbiroja, v tem je Goli otok bistveno močnejši in hujši fenomen, kakor povojni poboji. Če so bili v povojnem poboju, je bila obstajala realnost. Realnost je bil vojaški, ideološki odpor na nasprotovanje partizanom oziroma partijski Jugoslaviji. Je dosegel seveda ideja informbiroja, ki je bil popolnoma neopredeljiv, pravzaprav tisto strah in kastracijo, ko je bilo problematično samo izrekanje drugačnih men, drugega pogleda, katastrofalno in pravzaprav nisi nikoli vedel, kaj bo tisto, kaj je tisto prepovedano. Ne? In v tem smislu je seveda Goli otok impregniral desetletja mišljenja, bivanja v tej državi ravno skozi svojim preganjanjem strahu pravzaprav za neopredeljiva dejanja. Nikjer ni bilo jasno zakaj. Zdaj pa, če za finale vprašanje, ki se seveda vedno postavlja, a je tovariš Tito, maršal Tito, predsednik Tito, vedel za Goli otok? Onat pravijo, da ni bil tam. Rankoviča pravijo, da je bil, pa da je bil nezadovoljen. Koča, oziroma tale Kapičič je bil odgovoren. No, zdaj si pa poglejmo eno zgodbo, ki je Tito imel govor, verjela ali ne, na kmetijskem sejmu v Zrenjanju. Čakaj, kar minulo. Napisal je knjigo, predtem že omenjeni Dragoljub Mihajlović, kad so cvatale tikve, no in zdaj na kmetijskem sejmu spregovori Tito. No, ampak kaj je zanimivo? Knjiga, kad cvetajo tikve, sploh ne govori o Golem otoku. Golega otoka ne omenja. Edina aluzija je, da brat glavnega junaka izgine v konc 40 let in da pošta njegova, ki gre ali pa ki jo pišejo, prihaja iz Bakra. Bakar, to je edina aluzija. Skratka, niti zgodbe ni v Golem otoku, obenem pa se to jasno kaže, da je bil Goli otok prepoznan tudi za maršala kot znani kraj, da so ljudje tam zaprti, očitno bilo vse in z njegovega stališča tle ni bilo nobenega problema in jasno je, da, tako bi rekel, čisto empirično jasno je, da je človek vedel za Goli otok. Hvala.